Ok, a kaj paste na vaše misli, ne? Ker se vemo, ne? Naše misli narekujejo naše zdravje, našo prihodnost, ne? Vse to definirajo, ne? In sama misel je dovolj, da vi spremenite cel proces, celo kaskado dogodkov v možganih, vemo preko hipotalamusa, nevropeptidi, po krvnem obtoku, do celičnih receptorjev, preko membrane celične v jedro in tam spremenimo epigenom, aktiviramo, utišamo posamezne gene. Torej, ena sama misel je dovolj, da mi totalno lahko spremenimo vse. Tako da paste na svoje misli, na svoje čustva, ki so povezana s temi mislimi, ker to v bistvu kreira vaše vsakodnevno življenje, vašo energijo, vašo vibracijo in v bistvu vas na neki globi ravni v bistvu lahko pač odpira ali na plus ali pa pač na minus. Ne? Torej, dejansko, kaj zdaj v bistvu razmišljaš, kreira tvoje prihodno življenje. Ne? In že Buda je rekel, v bistvu, kar smo danes, je rezultat naših misli, besed in dejanj v preteklosti. Ne? In kar danes mislimo, v bistvu kreira našo prihodnost. In seveda tudi, kar mislimo, govorimo in delamo, kreira našo prihodnost. Ne? Torej imamo, ko smo rekli, 60 do 70 tisoč misli vsakodnevno, od tega vsaj 90% je enakih kot dan predtem in seveda dejansko več ali manj so to negativne misli, kar se dejansko zadeva ponavlja več ali manj eno in isto in potem se ljudje čudijo, ne? Če vsak dan začnemo tako na enak način, razmišljajo o enakih problemih ali podobnih, ki jih pa čakajo v tem dnevu, preverjajo maile, socialna omrežja, ne? Gledajo tiste, kaj se vse hudega dogaja po svetu, kar pritiska na te iste čustvene gumbe, probleme, in vklapljajo se enaki nezavedni programe ali vzorci v službi doma, nam isti ljudje pritiskajo na iste čustvene gumbe in tako vsak dan za dnem, iz dneva v dan, mi živimo to življenje, ki je kopija prejšnjega dne. Ali se bomo na ta način spremenili? Ne, retorično vprašanje, verjetno ne. Kajti te naše misli v bistvu so podkrepljene s temi naši čustveni stanji, ki so ponavadi v nizki vibraciji, ker smo v bistvu nezadovoljni, frustrirani, jezni, razočarani, žalostni, nesrečni, ne vem kaj vse, ne, je frekvenca zelo nizka. In če to ponavljamo, take enake misli vodijo do enakih odločitev v življenju. Ker se pač odločamo iz te energije žrtve, nemoči, pomankanja, nimam, ne morem, ne gre mi in tako naprej. Ne? Torej, enake reakcije vodijo do enakih čustvenih odzivov in te čustveni odzivi spet do enakih misli in se tako ta začaran krog sklene in smo v podgajni dirki nenehnega ciklanja vrtenja v teh problemih. Ne? Zdaj, čustva so končni produkt naših izkušenj in so v bistvu glavno vodilo generator naših novih misli. Torej, gre za program in v bistvu večina ljudi na tem planetu, na tej zemlji je v enem programu, seveda podzavestnem programu, nad katerim pač nimamo vpliva, dokler se ga ne zavedamo. Okay? Torej, vemo, 95% je nezavednih vzorcev programov, ki kreira 100% našega življenja, ampak z delom na sebi mi to ločnico nižamo, pomeni zavest, podzavest in se v bistvu več stvari iz nezavednega začne prehajati ven in v bistvu mi postopno v bistvu postajamo drug človek. Ne? Se v bistvu res spreminjamo in prebujamo v tisto, kar mi v bistvu globijo noter v resnici smo. Ne? Torej, naše misli so ta naš modus operandi, ne? Lahko imamo še ne vem koliko zdravo prehrano, telovadimo, ne vem kaj vse delamo, hodimo na masaže, čistimo telo toksinov, kovin, dovolj spimo, ne pa vseeno trpimo za neko kronično utrujenost, depresijo ali pa zbolimo za rakom ali pa katerokoli drugo boleznjo. Zakaj? To sem že poudaril pred 15 leti in še vedno to poudarjam, ker je resnica. Ne? V resnici naše življenje in naši možgani, ne, kjer so pač te nevropovezave preko sinaps živčnih celic, ne, se to povezuje, postane res register preteklosti. In tako preteklost narekuje našo prihodnost, dokler seveda kaj ne naredimo. Ne. In če nam ta preteklost v bistvu je prenesla določene bolezni, težave, nam jih prihodnost ne more vzeti, če jo generira ta ista preteklost. Ne.
In mi moramo iti v tisto stanje, a ne zato, ko delamo na travmah, ja, gremo v to energijo, da jo potem transformiramo, da jo presežemo, da v bistvu ta travma v bistvu se reprogramira nezavedni da se ta travma sprocesira, ne, to jaz tudi delam v terapijah, tudi v meditacijah delamo to, a ne, da se ta travma toliko transformira, da v bistvu jo vi sprejmete in z ljubeznijo potem spustite. In ta energija potem ne more več delovati na vas, ne. Torej, če želimo biti manj pod stresom, manj pod pritiski, strahom in tako naprej, rabimo res presežiti nižje energije strahu, jeze in tako naprej, in seveda spremeniti tudi biokemijo v možganih, aktivirati te dobre pozitivne neurotransmitere, serotonin, dopamin, tudi oksitocin se sprošča, ne? Vse te dobri v bistvu neurotransmiteri, ki nas delajo v bistvu srečne, zadovoljne, da smo res v ljubezni pa v sočutju, ne? Torej, če želimo res spremeniti prihodnost, moramo spremeniti svojo osebnost oziroma tisto, kar nas zdaj kreira, to so pa naši vzorci. Torej, ko spreminjamo to našo realnost, se začnemo v bistvu mi spominjati prihodnosti na mesto preteklosti. Ja. Torej, se moramo spominjati prihodnosti. Ne? To je zanimiva beseda. To dobesedno pomeni, da moramo začeti ustvarjati mi že zdaj nove misli, ki se povezujejo tudi na našo prihodnost. Ne? To je tisto, ko mi kreiramo iz srca, mi vizualiziramo, da to že imamo, da to že je. In to je ta kreacija iz kvantnega prostora, ki je že tukaj in zdaj, torej onkraj tega, jaz sem Bogi žrtvo, nimam nič, ne, pa jaz bi imel. Ne, tako ne bo šlo. Ne? Spremeniti sebe, spremeniti nezavedni in potem sprejeti, da to že imamo. In to bomo tudi danes, če bo feeling, no, bo videl, kako bo pelano to z višjih nivojev. Ko bomo aktivirali epifizo, bomo naredili še na ta način, da bomo potem to odprli in potem vizualizirati tisto, zato si mogoče napišite na list papira, tisto, kar pišete, res drži. S tiskanimi črkami počrtajte, napišite si, kaj že zares želite in bomo potem še manifestacijo kvantno naredili iz kvantnega polja, tako da bo se to res še bolj zasidralo noter, ne, in da bo še bolj močno za vas. Ne. Torej, te občutki seveda rabimo jih skreirati, ne, in dejansko na možgane to deluje, kot da gre za resnične dogodke. Možgani v bistvu ne vejo, ali smo mi res to doživeli, ali si pa samo zamišljamo. Ok, niso tako pametni. Ne. To pomeni, mi lahko možgane naučimo, ne, zato tudi jaz, ko delam kreiranje iz enotnega polja v terapiji, v bistvu dobesedno skreiramo nove povezave v možganih, kot da bi mi to že vedeli, že znali, in tako ljudje v bistvu lažje grejo čez določene stvari, ker jih dejansko naučimo, kako je biti vesel, srečen, radosten, igriv, zadovoljen v življenju. Ne? In postopno, če človek res dela, lupi to čebulo, postopno več plasti odpada, več tega se naučimo in na tem nivoju mi spreminjamo možgane, to povežemo s srcem v zavedanje in potem spremenimo sebe in postajamo drugačni, ne? Mi se spremenimo. Ne? To pomeni, možgani ne ločijo, ne, smo rekli, med mislimi in resničnimi dogodki, iz tega razloga nam lahko negativne misli v bistvu škodijo. Ne. Torej, če pa mi ustvarjamo nove misli, ki spremljajo te dobre občutki, dovolj pogosto, dovolj dolgo, ne, ponavljamo, ne, delamo večkrat, potem lahko ustvarimo svojo novo prihodnost. Mi dobesedno smo tukaj, potem kot rečem, zavestni soustvarjalci, so kreatorji naše realnosti, naše resničnosti. In na ta način v bistvu res zaživimo povsem novo življenje in smo zavestni, so kreatorji, ne pa uboge nemočne žrtve, ne morem, nimam, ne znam, ne gre mi, bla bla. Ne. Torej, to je že zdavnaj preseženo. Okay? Torej, kreiramo dobesedno svojo novo realnost, novo resničnost tukaj in sedaj. Novo osebnost, svoj novi resnični jaz. Okay? Ker smo rekli, 95% naših nezavednih vzorcev podzavesta, nezavedno je v bistvu kot en računalniški program, to je v bistvu en software, ki je noter naložen, sestavljen na podlagi nekih naših preteklih misli, izkušenj, čustev, in s tem, ko vsak dan te misli na novo procesiramo, je kot da bi vsak dan ta računalniški program na novo shranili. Ok, save, puf, tipka, evo ga, ok, danes se na tem programu spet. Spet žrtev, ta šef me tako spravlja ob živce. Ta odnos me toliko izčrpava. Spet so vse pobrali, spet nimam nič. Ne, in so te programi, ki non-stop delajo in mi spet soustvarjamo našo realnost, našo percepcijo znova in znova in krepimo to staro nevropovezavo in v bistvu ostajamo v vlogi žrtve. Bogega jaza. Ne? Torej, naša
Osebnost je v bistvu naša osebna resničnost, ki jo mi v bistvu kreiramo, in naša osebnost je skupek načina, kako mi razmišljamo, kako reagiramo in kaj pri tem v bistvu čutimo. In če hočemo v bistvu zares spremeniti svoje misli, moramo stopiti v nezavedni del in spoznati zavest preostalih 95% samega sebe. Tako da ja, dobrodošli na potovanju. In sprva seveda se nam zdi to neudobno, seveda gremo iz cone udobja, ampak ne, gre v bistvu samo za naš umski svet. Torej, gre samo za naš um, ki se na neki ravni upira spremembi, ker je navajen, ker on je utečen, on je navajen delati po teh utečenih programih, ampak seveda to na kratek rok ne bo šlo, na daljši rok pa ja, bo pa ta nova realnost, osebnost segla tisto staro resničnost. In to je samo mentalna vaja, mentalno ponavljanje, ker možgani ego se bodo upirali, ampak telo je pač navajeno ustaljenih tirnic, kar predstavlja to navidezno varnost cone udobja. Ampak v resnici ta cona udobja je zelo neudobna in nam v resnici ne pomaga, da gremo naprej. In ko na koncu res ozavestimo, da je to v resnici neudobno, takrat naredimo spremembo in ponavadi res ljudje rabijo hujšo iniciacijo, da se v bistvu potem res spremenijo.